Torej, lepo zdrav vsem skupaj, pozdravljeni na 4. zaporednem Popr večeru, zdaj lahko že rečemo, da je to tradicionalni. Smo čez pol letošnje sezone, tako da povabljeni že zdaj maja in junija bosta še dve, lahko bi rekli ponovitvi, čeprav z drugimi gosti in z drugo vsebino. Ko pa smo že pri gostih, lepo pozdravljam na moji levi dr. Heleno Jaklič, nekdanjo ministrico, zgodovinarko. Jaz mislim, da v tem krogu ni potrebno neke široke predstavitve. In na moji desni Toneta Rodeta, direktorja založbe Družina, sicer pa tokrat predvsem v njegovi literarni vlogi kot pesnika, ki ga beremo. Pogovarjali se bomo pa ob knjigi Mi, ki se bojujemo z Bogom, Jordana Petersona, ki jo tudi verjetno vsi ali večina poznate. Oddelek za marketing mi je 3-krat zabičal, da moram povedati, da jo danes dobite po ugodnejši ceni kot običajno. Tako da zelo ugodno. Samo promocija in marketing mi nikoli nista šla, veliko bolj ugodni ceni kot običajno. Se opravičujem, da sem malo živčen, ker morate vedeti, da sedim med bivšim in sedanjim šefom, oziroma bivšo šefico in sedanjim šefom. Tako da, če mi ne bo teklo tako kot ponavadi, je to za potom tega. Če pa prerežemo kar k vsebini, Mi, ki se bojujemo z Bogom, je ena zelo zanimiva knjiga gospoda Petersona, ki se ukvarja predvsem z njegovim razumevanjem in študijo marsikatere biblične prilike. Pa če ne začnemo mogoče glih pri stvarjenju, ampak malo kasneje, Kain in Abel sta en arhetip dveh življenjskih poti, in če gledamo naš slovenski narod ali pa našo politiko, bi lahko tudi videli neke dve poti. Pa vidva sta glede na svojo življenjsko zgodbo in glede na tudi profesionalno pot unikatno poklicana, da mogoče komentirata te dve poti. Namreč, Tone, če smem bi se tikal, no, glede na to, kako se poznamo. Vaši starši so v bistvu na lastni koži izkusili zgodbo narodnega razkola in posledice le-tega. Kako ti gledaš na to, da ta recimo Kainov duh, če ga tako poenostavimo, nekih zamer, dominira v slovenskem prostoru ali pa vedno prisoten? Kaj bi bil tvoj pogled ali pa komentar za nazaj in predvsem kako pogledati naprej od tega? Kakšna tema za začeti, a? Ja, lej, to je pa... Kdor zdaj pobegne, vemo, da pač ne. Ne, res se bo treba ogreti, vsekakor ne s kozarčki. Mislim, da res se bo treba ogreti v smislu, da poglobimo to vprašanje, ki je nazadnje temeljno za naš narod, našo družbo, našo prihodnost. Mogoče par besed uvodnih o samem Jordanu Petersonu, pa kaj ta knjiga sploh je, ker se mi zdi zelo pomembno, da ozavestimo tega človeka v sedanjem času, bi rekel, skoraj na svetovni ravni je premaknil neke bistvene stvari v mlajši generaciji. Jaz se ga spomnim mogoče kakšno leto, dva pred korono, kako so že po YouTubeu si najdu te njegova predavanja iz univerze, in prav te zgodbe, ki so zdaj tukaj v tej knjigi, so bile takrat najbolj gledane, najbolj spremljane. Predvsem, ker je razbijal mit o tem, da religija je za zakristije, da svetopismo je itak ena knjiga, ki je totalno zastarela in je ne moremo aplicirati več v sedanji čas. In je dejansko on pol to, seveda na psihološki način, pripeljal vrednost teh zgodb, kakor on pravi. Mogoče danes, če na knjigo gledam, ob dejstvu, da je dr. Peterson bolan, da sem se že takrat, ko je bil tukaj prvič v Sloveniji, spraševal, kako ta človek to zmore, da je bil tukaj, imel dogodek, potem pa še 3 dogodke naprej na enem drugem koncu Evrope, pa še naprej vsak teden. In to se je očitno na nek način tudi na njegovem zdravju je pustilo posledice.
Tako da ga zdaj nekako čakamo za naprej. Ne? V tem času je on tudi ustanovil Ark Foundation v Londonu, ki dejansko vsake 2 leti, vsako leto in pol skuša razmišljati o glavnih vprašanjih, glavnih družbenih vprašanjih na osnovi naših temeljnih zgodovinskih, kulturnih, tudi religioznih, verskih vrednot Zahoda. In se sprašujem, če bo letos junija, bo spet ta dogodek, če bo on sploh zmožen sem priti. V bistvu, uvodoma, kar bi rekel, mu želim, da bi naredil še tisti korak v krščanstvo, ki je potreben, da premagaš samo ta, bi rekel, stoični pogled odgovornosti in v svobodi, ne, do začutenja padlosti, grešnosti, nepopolnosti, potrebe po odrešenju, ki jo nekako tudi oseba Jezusa Kristusa nekako pooseblja in mislim, da je nekako na tej poti. Ne mislim tukaj zdaj, da vsi pričakujemo in Bog ne daj, da bi koga usmerjal v neke že ustaljene religiozne kalupe, če mu to ni dano in mu to ne paše. Vsak je samo, svoboda posameznika je ključna, tudi pri tem iskanju Boga. Ne? Ampak dobro, to se mi zdelo pomembno povedati glede knjige, ker knjiga kot taka je res vredna prebiranja, ker prav zaznaš ta tisti prvi Petersonov duh, ne? Ki je bil kar naenkrat navdušen nad Svetim pismom in potem ga začel temeljito razlagati. Ne? V tisti prvi fazi bolj staro zavezo kot novo zavezo, v zadnjih časih pa tudi novo. No? Ampak če gremo k Kainu in Abelu, je spet vprašanje, pa nočem poenostavljati, kdo je zdaj Kain, pa kdo je zdaj Abel, pa kako osebno doživljamo in kako osebno se odločamo za dobro in zlo v sedanjem času mi. Ne? Vse te zgodbe in naša zgodovina nas nekako pripravljajo na to, da se v tem trenutku in v tem času pravilno odločamo. Ne? Ampak če pa grem nazaj na samo to našo zgodbo, ne? Po eni strani imamo še zmeram potomce, dediče, krvnikov med nami, ki se določenemu zlo, ki je nastal zaradi dejanj iz preteklosti, niso odpovedali. Po drugi strani moramo podobno pot izpeljati tudi mi sami, ne? In preučiti, kje in kako in kaj bi lahko bilo bolje v naši zgodovini. Pa vendar, če tega temeljnega razmisleka o tem, da je umor, da je laž, da je zavajanje celotne družbe za dosego določenih taktičnih ciljev nedopustno. Preko tega žal na neki točki ne moremo, lahko podamo roko, lahko smo razumevajoči, lahko vstopamo v pogovor in v dialog, lahko tudi priznamo lastne napake. Predvsem se mi zdi, da je tam treba začenjati. Ne? Kdo je to rekel? Mogoče bom se zmotil, ampak a ni bil Janez Pavel II, ko je prišel na Poljsko in se opravičil za verjetno tistih 5% zla, ki ga je povzročila cerkev poljskemu narodu. Ne? A pa vendar je storil on prvi korak, ne? Pred sistemom, ki je bil, bi rekel, sistemsko proti samemu narodovemu življenju. Ne? No, z naše strani, mislim tukaj na sebe kot kristjana, ki verjame v posmrtno življenje,
Pa se sprašujem, ali smo res tudi predelali, kaj se nam je zgodilo. V smislu, da, in o tem je moja zadnja pesniška zbirka, ne? Maša za vstajanje Slovencev. Da bi dejansko vse te naše žrtve iz te polpretekle zgodovine ne razumeli samo kot kosti, ki jih je treba pokopati, ker se spodobi, pravično je, pietetno, nujno potrebno, civilizacijsko ključno, ne? Ampak tudi ne nazadnje iz neke presežne perspektive kot žive dejavnike naše skupne zgodbe, ki gre onkraj smrti in se lahko zrcali nazaj v dobrih zgledih, v svetniških ljudeh, v tej energiji, ki gre v eno smer in v drugo. Ne? In tukaj se mi zdi, da imamo tudi mi kar precej za predelati. Ne? Najprej bi verjetno najraje bi opravili v boji na način, da to je že bilo in res je že bilo in Bog ne daj, da bi jemali dostojne svobode tem generacijam, ki prihajajo in se ukvarjajo s konkretnimi stvarmi danes, ampak hkrati pa ne moramo jim orisati neko namišljeno zgodbo, da vsaka generacija na novo začenja. Ker ni res. Ker dejansko eden za drugim verižimo svojo osebno zgodbo in jo gradimo na izkušnjah prednamcev. Ne? In ja, nekaj je bistveno narobe v tej naši zgodbi, ker je ne moramo sestaviti, ne? Če bi se mogoče, ne vem, nekdo odrekel revoluciji, pa nekdo predelal in na tak način, kot sem že opisal, ne bom ponavljal, ne? Zadeve videl v neki novi svetli perspektivi glede prihodnosti. Mislim, da imamo tudi kot družba in kot narod eno zelo, zelo svetlo prihodnost. Ne? Ampak mislim pa, da vsekakor mi ne smemo se zapreti pogovoru, dialogu, odprtosti, tudi nevarnosti, da smo pred močnimi idejnimi nasprotniki, če želiš, lahko nemočni, lahko tudi celo nevarno izpostavljeni. Absolutno je treba se izpostaviti in v nekem spoštljivem odnosu biti zvest resnici. Prostite, sem predolg. Ne, saj bom najdel način, da te prekinem, ker se. Daj me. Če dodava še, si tudi političarka, je tukaj pri tej temi tudi politična dimenzija, to ne je omenil tukaj in zdaj. Kako ti na to gledaš tukaj in zdaj, in če še dodava ta politični moment? Ja, najprej lep pozdrav vsem. Sem vesela, da ste z nami, oziroma da smo z vami. Morda jaz bi tukaj popravila, jaz sama sebe nikoli nisem doživljala kot političarka, tudi danes se tako ne vidim. Tudi v času, ko sem bila ministrica, pravzaprav se nisem tako doživljala. Mogoče iz preprostega razloga, da razložim, nekdo bi rekel, če si minister, si v vladi, si v bistvu delnica dnevne politike, si na nek način. Ampak biti minister za Slovence v zamejstvu in po svetu je tako nekaj drugačnega, kjer sem jaz imela osebno občutek, da je presega vsakodnevno politiko sploh, no? Da to je ten prostor, to je eno delo z ljudmi, našimi ljudmi, ki živijo v zamejstvu, ki živijo po svetu, ki gre za povezovanje naroda kot tazga, kot skupnost tega, kar smo. In se mi zdi, da to pač niti ni stvar politike. Tako da res v tem delu se pravzaprav se sliši mogoče navadno, ampak resnično nisem nikoli počutila političarka in danes pa sploh ne. Ampak ja, bi se navezala še naprej na to, kar je Tone razlagal. S to soočanje z lastno preteklostjo, tem, kar smo, recimo, če gledamo, omenil je urednik Slovenskega časa, Martin je omenil Kajna, skratka zgodba enot Kain in Abel. In pravzaprav je Kain tisti, ki je v zgodovini zapisani kot svetopisanska zgodba, prvi moril.
a ne. Bil je tisti prvi, ki je moril, in hkrati je bil tudi prvi, ki je bil deležen sočutja, božjega usmiljenja, ker za svoj greh, za svoj umor pravzaprav ni dobil povračilnih ukrepov, a ne, ampak je pravzaprav dobil odpuščanje. Je pa res, da dokler sam za to odpuščanje ni prosil, mu ga tudi ni mogoče dati. A ne. In si malo sem sposoben pogledati. In se mi zdi, da je to, ko gledam pa našo zgodovino, to polpreteklo zgodovino, pač polpreteklo, čeprav je že 80 let del, pa se zdi, da bi morala biti že čisto naša zgodovina, brez tega dodatka polpretekla, ampak nas v resnici izjemno zaznamuje in še vedno pravzaprav današnji čas oblikuje, določa. In se mi zdela tle ena misel, ki je v tem zvezi rekel, napisal Peterson, pa bi jo rada prebrala, zato ker ne gre samo za to, da se mi soočimo z tem, kar se nam je zgodilo, ne samo tudi z vidika nekega kolektivne odgovornosti, ampak, ali pa obsodbe te na neki kolektivni ravni, ampak se mi zdi, da je tudi pomembno znotraj tega, kaj ni mogel svojo krivdo priznati, se pravi to, kar je on sam storil. Se mi zdi, da tudi ta osebna odgovornost, o kateri je Tone tudi govoril, je zelo pomembna in tle napiše Peterson recimo, Bog da Kainu na povsem nedvoumen način vedeti, da krivda leži v človeški domeni. Gospod v bistvu pravi, ta hiba ni moja, tvoja je. Nečemu strašnemu si dovolil, da je vstopilo v tvojo dušo in si se s tem spustil v grešen odnos. Še huje, to si storil po svoji svobodni volji in tega se zavedaš, lahko pa bi ravnal drugače in tudi tega se zavedaš. Tako se mi je zdela tale misel res tako, pač po svobodni volji, po odločitvi, ne po nekem, zelo premišljena je bila ta revolucija, ki se nam je v drugi svetovni vojni zgodila. Lahko so bili potem tisti, ki so pristopili zraven, si zavedeni, imeli ožji pogled, bila tista zloraba najžlahtnejših pravzaprav čustev, ki jih prinese neko upor proti nekomu, ki zasede tvoje ozemlje, ki ozemlje tvojo domovino, pač tvojo rodno zemljo, to, kar si, te skuša spremeniti in uničiti, ne. In se mi zdi, da je res potrebno pogledati, to je bilo osebne so bile odločitve in za te osebne odločitve je treba tudi do njih priti in počakati tudi, da se jih izreče, da se jih tudi tisti, ki so storili, nam reka zdaj dediči, ki res niso krivi na nek način, so pa krivi v toliko, da te pridobitve, te revolucije na tak način še vedno ohranjajo in jih na nek način ne spustijo. Ne? Bi človek rekel, jih držijo, namesto da bi rekli, lejte, to je pač bila krivda naših prednikov, naših dedov, ne rečem in tako, ampak zdaj smo tukaj, poglejmo, kje smo, prosimo za odpuščanje, dajmo obsoditi tistega, ki je zločine storil, ki jih je izvajal, potem pa poglejmo naprej, tako, mogoče za uvod. Če pogledava naprej, ampak omenila si svojo vlogo kot ministrica, ki presega vsakodnevno politiko, ampak bila si v stiku z veliko zdomci, zamejci. Kaj se ti zdi tisto, kar recimo so ohranili ali pa tisto, kar bi se lahko v današnjem času Slovenci, ki živimo v domovini, od njih naučili ali pa privzeli ali pa se spomnili, kar nam zdaj mogoče manjka? Ja, pravzaprav zelo veliko. Zdaj, ko gledamo ta spekter Slovencev, ki so zamejstvo, izseljenstvo po svetu, so zelo raznoliki, lahko rečemo, so zelo raznoliki. Imamo tiste, ki so konec 19. stoletja prišli, so šli po svetu zaradi ekonomskih razlogov in so na nek način danes ohranjajo res še tisto povezano s svojimi predniki prek nekih kulturnih običajev. Medtem, ko pa gledam, kaj bi pravzaprav imam predvsem mogoče pred sabo politično emigracijo, se pravi ljudi, ki so maja 45 morali odideti iz Slovenije, da so reševali svoje življenja pred nasiljem komunistične revolucije. In se mi zdi, da tam je pa res tudi drugotje, da ne bo pomote, ampak tu je prav tisto živo reševali so to, kar so imeli najrajši, oziroma hoteli so ohraniti to, kar so imeli res radi. In to je ta zvestoba do domovine, do besed, slovenske besede, slovenske pesmi, slovenske molitve, če rečem tako najbolj posplošeno. In od njih se te zvestobe lahko učimo. Težko je v tujem svetu ostati zvest.
Ker vseeno je to svet, ki je živahen, dinamičen, zahteva drugačne stvari, da preživiš. Lahko se od njih učimo njihove ljubezni, ki je ko so izgubili to, kar so sicer nosili v sebi, jaz verjamem, da je ta njihova ljubezen postala še močnejša ali pa drugačna. Ker dokler ti to imaš, sploh niti mogoče nisi tako ozaveščen od tega, da imaš nekoga res rad, veste, ko bližnjega zgubiš, ki ti najbližji, vsega veš, da ga imaš rad, ampak ko ga zgubiš, šele res začutiš, kaj to pomeni. Od njih se pravzaprav lahko učimo, tudi sem jaz videla to vztrajnosti, dela za to, kar ti je mar, kar je tvoja vrednota, kar želiš ohraniti, kar želiš prenesti naslednjim rodovom, je to vztrajno delo, to je res vztrajno delo, ne bo še bolj vedel, ker prihaja iz te skupnosti. Se pravi, zvestoba, ljubezen, vztrajnost, hkrati na drugi strani, pa tudi na nek način eno odprtost, ne to boječnost do drugačnega, do drugega, da si upaš stopati tudi v stik s kulturo drugega, jo spoznati, jo videti, ker te na koncu tudi ta kultura drugega obogati. Se mi zdi, da to je potem, ko je nekaj desetletij minilo tudi v slovenski skupnosti v Argentini, recimo, da je potem tudi ta obogatitev našla prostor. Tako to se mi zdi, da so res tisti zelo pomembni, ki nam jih danes mogoče in manjka, tudi domoljubja. Recimo zelo zanimivo tisti, ki ste bili že daj mogoče tudi v Argentini, kako so pravzaprav domoljubje ne vzgajajo samo do slovenstva, se pravi že 4. in 5. generacija, tudi do Slovenije, do slovenstva, do teh svojih korenin, ampak tudi domoljube do lepega odnosa do domovine, te druge domovine, ki jih je sprejela. In to žlahtno domoljubje v bistvu te samo lahko dela boljšega, saj ti dela močnejšega, premikaš gore zaradi tega na nek način. Ker nosiš v sebi vso to ljubezen, vso to zavedanje dediščine mnogih, tisočletnega časa in naših rodov. Nisem objektiven, tako da, kar bom povedal, absolutno ne bo, merite in cenite in razsodite, ali boste vzeli ali ne. Ampak o tej zgodbi jaz precej razmišljam, zdaj sem šel prav pogledat nekaj, je to moja zgodba, tako da gre za praktično mojo osebno istovetnost in torej sem o tem že kar nekaj napisal sem, zdaj sem šel gledat 2018 za neko celovško publikacijo o posebni obletnici Mohorjeve. Kaj to zdaj pomeni zamejstvo, in potem sem povezal in navezal zamejstvo z izseljenstvom in v nekem smislu 3 stvari bi povedal. Ena je ta, da mogoče se v Matici premalo zavedamo, da običajno avantgarda je na periferiji. Avantgarda naroda je na periferiji, v stičišču, v tam, kjer se krešejo različne ideje, različni pogledi, narodi med sabo, jeziki med sabo. In nekje smo izgubili to sposobnost, da bi se videli in razumeli, ali pa se jo bomo še pridobili. Jaz sem prepričan, da jo bomo še pridobili, ker živimo na takem koncu sveta, kjer če ne bomo mi odigrali svoje vloge v tem klubu evropskih narodov, je nihče drug ne bo. Ampak še nismo tam. Hočem pa s tem reči, da tudi ne nazadnje neka vizija, kot je bila vizija, povezovalna vizija svetih višarij, kot Slovenije, ki je stičišče, izhaja iz enega podobnega koncepta, se navezuje na izseljenstvo in to bi zdaj rad malo, če mi dovoliš minutko, razložil. Absolutno. Meni je odprla oči knjiga Abrahama Joshua Heschla, izšlo v zbirki Sidro, spet ena knjiga, ki je bilo res treba tle predebatirati, ker je neverjetna, Sobota se imenuje, judovski rabin, ki obrazloži vrednost in pomen časa.
In jaz sem na to knjigo čist pozabil, če ne bi, mislim, da je danes obletnica papeža Frančiška, ali je bila včeraj. Papež Frančišek, ta prvo knjigo, ki smo jo o papežu Frančišku, pod avtorstvom avtorja papeža Frančiška, ki je izšla v ena družini, je bila knjižica, ena mala knjižica Narod, ki ga je treba zgraditi. To je knjižica, ki jo je še kot kardinal napisal, škof napisal za Argentince, a ne? Ampak tam omenja prav to knjigo Soboto. No. Kaj je point, kaj bi rad jaz zdaj poudaril? Je to, da on je skozi, pravijo, da ni bil da Ratzingerjev absolutno ni primeren, ne? Ampak je pa imel kar nekaj takih zelo, zelo zanimivih uvidov. Ne? Eden je ta, da je čas pred prostorom. Kaj je s tem mislil? Da celotna svetovna zgodovina se vrti okrog obvladovanja prostora. Kar se je pa Judom zgodilo v letu 70, je, da so dejansko izgubili tempelj, izgubili fizično prisotnost Boga. In kar naenkrat so morali osmisliti drugo dimenzijo, časovno, ker prostora niso imeli več. In če je višek območja prostora, obvladovanje prostora, ne? Višek območja časa je pa posvečevanje. To je lahko, mislim, tukaj na najvišjo možno daritev, slavljenje Boga, ali pa skupna miza, ali pa skupna postelja, ne? Mislim, srečanja v času, ne? In to dimenzijo smo mi na trdi koži izkusili kot izseljenci. In zdaj razumem, da vse izhaja iz tega, ne, na koncu, zakaj smo družabni, zakaj, ko se kot skupnost argentinska dobimo in Marko je moj polbrat, no, če ne si cel, ne. Čeprav je Gaserjev, pa jaz sem Rodetov, ne. Hočem reči, da to vzdrževanje nekega res posvečevanja časa v vseh možnih dimenzijah, ne, je tisto središčno skupnosti in v nekem smislu se spet naslavljam na periferije avantgarda, ne, mislim, da zelo potrebno tudi v družbi in v ustroju slovenske države glede prihodnosti. Mi smo danes eden izmed 27 sedečih članov ene večje skupnosti, imamo večjo težo kot naš 2 milijonov. Smo člani kluba. Ampak na tem koncu sveta lahko posvečujemo čas, lahko razvijamo odnose, lahko povezujemo kulture in postanemo enkrat res mogoče Grand Duchy of Luxembourg, ne, kot rečejo. Mi smo pač, ne, oni so veliko manjši od nas, pa se imenujejo Velika Vojvodina Luksemburg. Ne rečem, da se bomo mi zdaj ven metali, ker to tudi ni v naši naravi, ampak kakorkoli se mi zdi, da ta koncept posvečevanja časa pred prostorom, da ne žalujemo za Trstom ali za ne, ampak da se zavedamo, da imamo eno pomembno vlogo v času, to je lahko nam skupno. In toliko zaenkrat. Zihar, to je bila 2 od 3, napovedal si 3, tako da. A ja, čakaj, ta tretji, se bom že spomnil, čakaj. Ta tretji je bil pa? Dobro, 2 od 3, gledaj, zaenkrat. Zadostna ocena, ja. Kot zgodovinarka spremljaš procese na daljši rok in zdaj recimo smo v zadnjem času imeli velike v družbi debate o tem, da so mladi zavili v konzervativno smer, v desno smer in tako naprej. In tisto, kar si prej opisala, da je značilno za zdomske skupnosti, bi bilo nekaj, kar bi bilo značilno tudi za kogarkoli, ki bi v bistvu se proglasil za, recimo temu, konzervativnega, desnega, kakorkoli hočeš to imenovati. In glede na to, kaj je Tone opisal o grajenju skupnosti, o grajenju bratstva, se ti zdi, da je tukaj tudi v Matici, če tako imenujem, potencial za to, glede na to, da živimo pa v časih, ki se zdijo na prvi pogled veliko bolj polarizirani kot mogoče še pred časom.
Ja, če bi rekla, da to ni mogoče, potem smo vrgli puško v koruzo. Ne? Potem smo v bistvu lahko razpustimo in gremo domov vsak in se ne ukvarjamo več s tem. Jaz mislim, da se tako lahko zgledam zdaj nazaj, tudi tele zadnja leta in desetletja, se mi zdi, da se vendarle nekaj spreminja. Ne? Spreminja se, pač, če je bil ta čas izrazito labilen, pravzaprav je odvzemal vrednote, odvzemal je neko ukoreninjenost, s tem, da je razvrednotil družino, s tem, da je razvrednotil narod, da je razvrednotil vse, kar pač je človeku dajalo, ali pa daje neko identiteto, neko stabilnost, neko trdnost, neko pač res tiste korenine, zaradi katerih lahko potem kot v krošnji delaš kar češ, ampak si stabilen. Ne? In se mi zdi, da mladi čutijo, da jim to zdaj že malo pogreš, pač že čutijo, se to spreminja, ta duh se mi zdi pač in zato to na nek način ne noro LGTB ideologijo, woke ideologijo, ki je šla preko vseh meja nekega možnega, razumskega ali razumnega argumentiranja, da je že pravzaprav je pač sama po sebi tako spridla, rekla, svetu, v katerem živimo, da je logično, da se potem v tem svetu začne tudi mladi pa spraševati, ne, kje smo zdaj, kaj pravzaprav je zdaj z nami. In ko gledam, kaj z njimi narediti, kako zdaj to spremembo v njih, ki čutijo, da potrebujejo neko meje, ki jih do zdaj niso imeli, ni bilo res, vse je bilo dovoljeno, vse je bilo dovoljeno tisto, kar je bilo pravzaprav prihajalo iz nekega levega ideološkega ali pa svetovno-nazorskega sveta. Medtem ko vse, kar je bilo od tega, kot smo rekli že prej, pač te pojmi, ko so ti omenili, se pravi, vse, kar je narod, kar je preživeto po mnenju nekaterih, nekaj negativnega takoj pridano zraven, razni pridevki, te najbolj negativnega, kot je to možno, ne? Se mi pa zdi, da kako mladi to njihovo iskanje, ko se vidi, da pač hočejo, da se nekaj vseeno spremeni, ker so zgubljeni. Gospod Bogdan Žorč je govoril, pač veliko opozarjal na to tudi razvajenost sodobne družbe, ne, tudi razvajenost v pravicah. On je celo o tem tudi govoril, da pač smo tudi s tem neomejeno pravico, ko vsaka moja misel, vsaka moja izmišljotina je že pravica, da tudi to je razvajenost, vse to je pač rušilo pravzaprav en red, eno stabilnost, eno gotovost. Zdaj kaj, kako mlade zdaj to pripeljati, da bodo to iskanje novo, ko se vidi, da se spreminjajo, na nek način postajajo konzervativni, če tako rečem, pomeni samo vračanjem tem, kar so neka stabilna, že civilizacijska vrednote že skozi stoletja, tisočletja. Se mi zdi, da je pač pa treba zdaj konkretno z njimi delati začeti. Treba jim je dati neke stvari, da bodo se čutili za neko skupne stvari, da se bodo trudili, da bodo presegali tudi to individualizem, pa to sebičnost, ki je bila zdaj zelo prisotna, da bodo to skupno delo, ki pač vedno, ne da se te sam povezuje, ampak te tudi v resnici razveseljuje, ko si nekaj premakneš, ko nekaj dobrega narediš za svojo skupnost, za okolico in potem širše, seveda narod, državo in tudi še širše, da to te v bistvu ti daje eno moč, no, in se mi zdi, da je mogoče, da pač to pri mladih zdaj, jaz mislim, da v to smer pač je treba zdaj pogledati in se truditi narediti. Pa se ti zdi, da je tukaj kako je povezana pa apatija do politike, namreč velikokrat lahko vidimo, da kakšni te mladi imajo to skušnjavo, da bi šli stran od družbe, se umaknili, ker družba več nima smisla, jih ne pritegne taka, kot je sistem, tako kot je zastavljen, kot si rekla, je zašel v neko slepo ulico. Kako preprečiti to, da ne bi zapadli tej, če rečemo, skušnjavi umika od družbe in živeti kot si sam zamislil, oziroma v skladu z nekimi vrednotami, stran od česarkoli, ampak biti poklican tudi to. Pa sicer sva rekla, da nisi političarka, ampak si se pa recimo javno izpostavljajo za določene vrednote, za določene poglede in tako naprej. Kako mlade nagovori, da se ravno tako na nek svoj način izpostavijo? Kako vidiš ti to? Sej, na nek način se mladi zelo izpostavljajo. Tako se mi zdi pač že ves čas, in
kar je potrebno pač z raznimi akcijami, ki so bolj ali manj smiselne, marsikdaj so pač tudi vidiš, kako lahko vodljivi, kako lahko jih je z njimi manipulirati. Ne? To recimo če gledam zdaj slovenski prostor, ne? Ko sem recimo te demonstracije, pa nočem zdaj polemizirati v smislu vprašanja Palestine in vsega tega, ampak recimo kako zlahka, takrat je pač nek mainstream, je tam neka, pa ne mislim zdaj samo medijski prostor, ampak mislim tudi univerzitetni prostor. Univerzitetni prostor se zdi, da je bil vedno en prostor, ki so ga skušali ugrabiti. To smo imeli recimo priložnost gledati pred drugo svetovno vojno, ta bitka za univerzo strani tudi komunistov, komunističnega podmladka, ki je to želel. Skratka, recimo sem gledala ravno to Palestino, sem se spraševala, ko sem gledala te mlade, ki so demonstrirali, ki so hodili po ulicah, ki so mahali s temi zastavami, palestinskimi zastavami, če bi prišla do njih in jih vprašala, če vedo, kje je Palestina, če vedo, kaj o njeni zgodovini, če vedo, kaj je o zgodovini Izraela. Bi bilo verjetno zanimivo poslušati njihove odgovore. Koliko so bili oni tam res zato, ker so to poznali, ker so to vedeli, o čem se govorijo. Ampak to je en primer, kako se da manipulirati. Zdi se mi pa, da... Zdaj sem pa pozabila, kaj si hotel. 2 od 3, v redu je sta nista. Ne, še nekaj sem hotel povedati, tam tulele me je zdaj pa odneslo. Sem se spomnil. No, vidi ga. Nekaj sem hotel nekaj pametnega povedati, Vse do zdaj je bilo pametno. Dej ti, izvoli. Ne, izvoli. Ker sem zbila nit. Nadaljujem? Izvoli. Ključno pri mladih se mi zdi to, kar tudi že sam Peterson izpostavljanje, dejansko dokaz tega. Ne? Če ni skupne zgodbe, ni družbe, ni naroda, ni skupni mit je potreben. Ne? In mi smo zdaj v neki fazi, ko kot družba težko najdemo skupne imenovalce, skupno zgodbo. Kje je naša skupna zgodba? Osamosvojitev je do neke mere naša skupna zgodba. Pa niti ne. Mislim, bo verjetno še kaj več. Ne? Kar jaz opazam pri teh mladih, ki tudi berejo Petersona, je, da so odprti za skupno zgodbo. Za mit, brez katerega so vedeli stari Grki, to so vedeli stari Rimljani. Brez tega nimamo skupnosti. In to se mi zdi, da se zdaj spreminja. In da na tej, zato, kaj pa je konservatizem, drugega kot pa to, da dejansko ti na neki točki rečeš, ja, mogoče pa nima vsaka generacija skozi vedno prav za tiste 10 ali 20 ali 30 ali 40 let, ki mora živeti in nekaj soblikovati, ampak da mogoče pa kdo že v preteklosti kaj pametnega naredil. In ker je bilo toliko stestirano nekaj, mogoče ni toliko neumen. In v nekem smislu to spoštovanje tradicije, če hočeš, to je dejansko, Chesterton to pravi, vertikalna demokracija. Da ne govoriš samo o horizontalni, to se pravi, da govoriš o tem, da sooblikujemo stvarnost še živeči tu, ampak da nekako odgovorno delamo skupnost in družbo s pogledom nazaj, ker so se drugi že zmotili, so nekaj preskusili, so šli po različnih poteh in nekaj je ostalo, in tudi do tistih, ki pridejo za nami, ker ne bom jaz tukaj vse zakuril, zato da se bom jaz mal fajn, ker vemo, da imamo tudi nekomu nekaj predatno. In to je tisto, kar smo se dejansko tudi naučili dol v nekem izseljenstvu, da smo členi verige darovalcev. Ta zastonskost, ki smo jo v skupnosti doživeli, v tem smislu, da se veste, kdorkoli je hotel karkoli v slovenskem prostoru v skupnosti kaj narediti, vse je bilo za zraven. Najprej je bilo treba zaslužiti za to, da si lahko preživljal vse, potem pa ure in ure v različnih vlogah, da
si realiziral nekaj tistega skupnega in naredil veselje, osmislil življenje, tudi sebi, v tem skupnem darovanju časa in spet skupnega življenja. No? Tako da ta veriga darovanja, ne, ki v resnici osrečuje datce, žrtev osrečuje, to je Petersonova misel. Ne? Mislim, šele ko ti nekaj daš za drugega, to je to. A ne? Tam se počutiš potrebnega, vrednega, osmišljenega. In upam, da nas bojo te zgodbe, ki jih bomo znali splesti kot skupne, res. Moj tast Marko Kremžar je pravil, to ne, 7 generacij je šlo v eno smer, 7, 8, 9, 10, če bomo garali, bo šlo v drugo smer. Ne gre, ti procesi sociološki niso takole. In še nekaj je rekel moj dragi tast in je to, 90% se je treba ukvarjati s temelji družbenega ustroja in to so prevladujoča filozofija, kultura, pa 10-15% s politiko. Politika plus, mislim, in izobraževanjem in mislim, tukaj sem rekel, prevladujoča filozofija, kultura, pa vzgoja, izobraževanje, ta 3 področja so ključna. Potem pa pluskne ven v politiko dobra ideja, dober načrt, ampak če ne delamo na temeljih, mislim, pa smo aktivisti, nimamo razlogov, nimamo temeljev. To sem hotela jaz to povedati. To prav. Meni to, kako se izogibamo recimo besedi tudi formacija, to kot nekaj negativnega, kot je. Ampak mlade je treba formirati in formirati v smislu dati znanje in znati jim dati vrednote in tudi pokazati se pozitivne vrednote. Zakaj je njihova mladost, oni so smiselno njihovo življenje oziroma njihov boj, njihovo delo, da to ni za tiste neke aktivistične stvari, ampak za pač dobre stvari. Zdaj, v preteklosti, recimo naši predniki, tudi vsi vi tle, skoraj pa večina od vas, takole, ne čisto vsi, ampak večina od vas, ste recimo delali za to, da je Slovenija postala samostojna država. To, da je bil rekla zdaj, tako eni levi zgodovinari tudi zelo neradi slišijo besedo, da se je uresničil sen, tisočletni sen našega naroda, ker pač našega naroda po nekaterih definicijah pravzaprav pred 19. stoletjem ni bilo, pa smo spet rušenje teh korenin. Jaz včasih rečem, predstavljate, ko govorimo recimo, zdaj bom skočila do Karantanije, ampak meni je to zelo ljuba misel. Karantanija, ko gledate vi zgodovino, ki so se učili recimo pred drugo svetovno vojno, ki so še pač tudi v izseljenstvu, politični migraciji se jo učili ali pa jo vzemali, je šla vse do Karantanije. Kot neka ta zgodovinski lok, na katerega si tudi lahko v resnici ponosen kot narod, ki je lahko 1000 let preživel, 1000 let je živel tudi z ustoličevanjem koroških knezov konec koncev v domačem slovenskem jeziku. In se potem vedno znova, ko potem pridete, če vi pridete recimo se učite, študirate zgodovino, potem vam pa tam povedo, da Slovenci kot taki z recimo Karantanije nimamo ničesar. Nič skupnega, to ni pravzaprav nič našega in tako. Čeprav zanimivo, da razumemo recimo ravno to ustoličevanje koroških vojvod, kako zanimivo, da pa jih razumemo, ta obredni obrazac. In si vedno znova rečem, bi jaz rada videla, kakšna reakcija bi bila recimo v Italiji, da bi Italijanom rekli, da nimajo ničesar recimo z Dantejevo božansko komedijo, ki je nastala daleč pred tem, ko so nastajali recimo konstruirali nekaj italijanski narod kot tak. Ali pa da bi nekdo rekel, da nimajo recimo z Nemci, s Karlom Velikim ničesar. Tako, in se pravi, to je pač vse to poznavanje, vse to formacija mladih, tudi s tem zgodovinskimi temelji, z nekimi miti, če hočemo reči, da je to strašno pač pomembno. In tle sem si še označila, se pravi, njihova naloga, če ste pač vi, da se jaz nankila, ker sem bila premlada, pripeljali do tega, da je Slovenija postala samostojna država, moramo mi naše mlade, zdaj če govorimo o mladih v našem slovenskem prostoru, da bodo pač borili se pa za obstoj naroda, za naše kulture, naše samobitnosti, tega, kar smo,
Ampak da to bodo pa se samo, če jim bomo dali neko ljubezen do tega. Ne? Če ti ničesa ne maraš ali pa nimaš odnosa, se s tistim tudi ne ukvarjaš in ne trudiš. Ne? Tako da vzgoja res od malega, od majhnega, skozi tudi šolski sistem, a ne? In potem naprej. Resnici, ja. In mi je bilo všeč, kako je to, ko si ti rekel, če vse to naredimo, vse to potem pljuskne v resnici v politiko. Prideš samo od sebe, pač se čutiš, da se moraš angažirati politično v najširšem pomenu, ampak tudi mogoče v politiki v najširšem pomenu besede. Ne samo kot tisti, ki si izvoljen na listi, ampak tudi pač s tem, da izražaš javno svoje stališče, svoje mnenje, da se postaviš za stvari, za katere verjameš in veš, si prepričan, da so dobre. Meni se zdi to zelo pomembno in tle pa smo pri nas en velik manko, pa mogoče to se ne dotika toliko mladih, ker vidim, da pri mladih pa se to malo spreminja, da je prisoten ta strah izraziti stališča, nekatera stališča, ki odstopajo od teh stališč, ki so v medijskem prostoru kot edina pravilna ali pa našem družbenem, kulturnem prostoru kot edina prava, ne, ta leva stališča, če tako lahko rečem. Ne. In je en strah in ga moraš premagati. Pač, veste, ko napišeš eno mnenje, ko nekaj poveš, veš, da je zadaj tudi riziko, da te bo lahko došikaniral, riziko tega, nevarnost, da te bodo celo še kakšne večje posledice za to imel. Ampak, če si ti v eni skupnosti, eni trdnem jedru, imaš tam oporo tudi, in si to upaš narediti, no? Lažje narediš. Tako. Nadaljujem lahko? Lahko nadaljuješ, jaz... Ne, mogoče še to bi jaz dodal, tukaj čist ni odzven tega, kar si rekla, je samo nadaljevanje, razmislek. Nekako, zdaj sem se pa dobil. Hotel sem reči, nadaljujemo. Zraven bereš vprašanje, ki boš naprej dobil. Ne, hotel sem to reči, zdaj pa ja, glej, hotel sem to reči. To ne pomeni, da se bojiš drugačnosti, da nisi sprejemljiv do vsega, kar je okrog tebe. Jaz sem o tem veliko razmišljal tudi v teh svojih pisanjih, najprej na uni strani oceana, zdaj pa na tej, kaj sploh je zdaj koncept naroda, roda, domovine, očetnjave, mislim, Slovenija je moja očetnjava, moja rodna zemlja je Argentina, ampak domovina, kjer sem danes, je zdaj Slovenija, ampak v nekem smislu bi rekel, da najbolj doma kot ljudje, če zavzamemo, ker to vse te tri dimenzije, kaj so? Prostorske dimenzije. Razumete? Prostor in čas, ne? To so prostorske dimenzije. Časovna dimenzija pa v bistvu pomeni, da dejansko sem usidran v skupni zgodbi. Sem usidran v moji posebnosti, moje družine, moje razširjene družine, moje skupnosti, mojega naroda tudi v tem smislu, ampak seveda sem odprt za vsakogar, ki nekako želi deliti to zgodbo z mano, ampak jo mora deliti, mora imeti to skupno željo potem, da jo deliva. In to smo mi skušali, seveda nismo rojeni, jaz nisem rojen v ZDA ali v Kanadi, oni imajo drugačno izkušnjo tega melting pota, kjer je bila želja, da se čim prej v glavnem pomeša vse, kar je kaj dol prišlo in se naredi novi ameriški, kanadski narod ali karkoli. Kanada je bila malo drugače, zelo veliko bolj prizanesljiva v neki fazi. Ampak mi v Argentini smo bili celo pohvaljeni, če smo skrbeli za še eno kulturo, še en jezik, to je bilo razumljeno kot obogatitev, celo skoraj bi rekel kot ena odlika. Zato nismo zaslužni. Ampak kakorkoli se mi pa zdi, da smo preko tega lažje videli, da se ena zdrava samozavest nikakor ne tepe. V glavnem je, mislim, potrebna
za en zdrav odnos s sočlovekom, z drugačnim, ki pride k tebi. Celo taka spoštljiva samozavest rodi celo zanimanje do drugega, do sočloveka. Da nekdo, ki prihaja iz neke afriške države sem študirati na ljubljanski, pa govori perfektno slovenščino, me razveseli, v bistvu, ker sem doma v jeziku, ker imam rad slovenski jezik, ne, me v glavnem res razveseli. Ne. No, te dimenzije se mi zdi tudi pomembno povedati. Ena stvar ni v nasprotju z drugo. Ne. Prava usidranost rodi odprtost. Če si dejal, da je prostor očetnjava, je potem čas materinščina? Ja, absolutno. Tudi tako sem to definiral. Kako gledaš na to, glede na to, da se dotaknemo še tvojega, če rečemo, profesionalnega življenja kot direktor založbe, odnos do slovenskega jezika, do materinščine, te ta prihodnost navdaja z upanjem, če smo že ugotovili, da nas prihodnost mladine ali pa mladih, ki razmišljajo, navdaja z upanjem? To je pa težko vprašanje, res je težko vprašanje, ker ne vem, ni enozvočno. Po eni strani se mi zdi, da je jezik dokazal skozi tisočletja, da ima tako življenjsko silo, da je lep, da ga radi govorimo, da dobro pišemo in ustvarjamo v tem jeziku, da smo za velikost govorcev, števila govorcev nadpovprečno aktivni v tem svojem jeziku, da veslamo v njem, da smo se radi živimo v njem. A ne? Po drugi strani pa vidim tole in kako se zdaj komunicira z neko mešanico raznih, angleščine, slovenščine, pa še česa verjetno skrajšano z emojiji, ne? In se sprašujem, ali to je v bistvu samo še ena kulturna manifestacija več in dobrodošla, ker dejansko je en nov način komuniciranja, ukolikor ne izpodrinja tega našega temeljnega jezika, ali se bo nekaj bistvenega spremenilo. Upoštevajoč bralce te knjige, bi rekel, da ne. Da je to ena mlajša generacija, ki bo tudi to znala, da je to tako globoko usidrano. No? Tukaj pa jaz mislim, da je to ena skupna točka. Ne? Sej, prostite, bom rekel, Balantič, Kajuh, ne vem, Kosovel, Zupančič, Simčič, Hribovšek, in mislim, da ne glede na to, kakšen predznak bi rekel, pa še tega se ne upam na glas nikomur dodeliti, ne? Levi, desni, ali kakorkoli, mislim, da kolikor toliko vsi lahko rečemo, to je nekaj skupnega, to je vrednota, ki jo imamo skupaj, so naši izrazi, naše kulture, našega jezika. Ne? To je kar dober začetek, no? Čeprav še nimamo mita. Ne? In je škoda, da gre tako počasi tudi s tem našim ozaveščanjem lastne državnosti. V jeziku vam jaz povem, kje sem dobila najboljšo lekcijo o lepoti slovenskega jezika v Argentini. In bila je v resnici lekcija zelo kratka in sem si jo zapomnila enkrat za zmeri. Sem se govorila z enim gospodom, bil je dolgoletni urednik tudi Svobodne Slovenije, Tonetom Mizeritom. In jaz, to je bilo leta 2010, in jaz sem mu prepovedovala nekaj, pač v arhivu sem tam raziskovala in mu začnem prepovedovati pač o stvari, en dokument, ki sem ga tam našla in me navdušil. In jaz mu rečem, veste, gospod Tone, to je pa res super. In on meni reče, kaj pa pomeni, kaj pa je to super? In jaz ga gledam, tako, pa vse to je pa tako univerzalna beseda, da težko, da je gospod ne razume. In tako sem rekla, ja, super, pač, to je dobro. Je rekel,
Točno tako, slovenščina, to je super, je tujka. Slovenščina ima čudovite izraze, čudovito, neverjetno, izjemno, krasno, imenitno. In je naštel kot iz rokava v bistvu 10 različnih besed. In sem rekla, takrat sem se zavedala, kako bogat je v bistvu slovenski jezik in kako ga mi krnemo v resnici v bistvu na nek način, ker ne vem, če sem tako optimistična kot to, ne glede jezika. Hočem biti. Sej, jaz si tudi želim, ampak tako hočem reči, ko gledam, kako je slovenski jezik res ena poezija. No? Ko berete vi Cankarja, čeprav je proza, berete kot poezijo. Ne? Se pravi, slovenščina je v vseh teh stoletjih se razvila kot izjemno lep, bogat, poveden, intimen jezik. Sem Helena, ko poslušaš en dober slovenski rap danes, poslušaš en dober, ne vem, sodobne izraze, a ne? Ali pa tehnologijo, ne? Kako jezik, kakšno moč ima slovenski jezik, da lahko osvaja različna področja z novimi izrazi. Mi je zelo podoben angleščini, no? Ki zna takoj iz samostalnika glagol, iz glagola pol nazaj v neko drugo obliko in znamo že takoj, imamo nove besede. Če nas jezik ne bi bil tako fleksibilen, bi ne preživel. V tem se vidi naša kultura. In recimo, zdaj še tako spomnila, ravno ko mnogi mladi vidimo, odhajajo na tuje. Ne samo nam reka samo zato, ker imajo študijsko, ampak tudi, ker imajo tam drugačne ali pa boljše priložnosti. In ravno kot tudi ministrica sem se pogovarjala tudi z enim fantom, zelo uspešnim predavateljem, v bistvu je raziskovalec in predavatelj na eni od res izjemnih univerz svetovnega ranga za področje matematike oziroma, mislim, da je bil matematike, ja. In on mi je rekel, in smo se pogovarjali in smo govorili na takem krogu tudi, kakšen je lahko njihov prispevek, ne? Kako je ta skrb za jezik pa vendarle pomembna. Ne? Tako kot so se recimo naši predniki, ne, recimo Marka Kremža, da si prej omenjal, on bi lahko mirne duše ustvarjal v španščini, bi bil danes svetovno znan, ne? Pa se je odločil, da bo ustvarjal, pisal v slovenščini. No in ta fant je rekel, ta gospodič, mladenič, star tam okoli mlajši, pod 30 let je bil, je rekel, ja, ampak kaj pa lahko jaz naredim za slovenski jezik? Glejte, jaz slovenščina mi tudi v šoli ni šla najboljš, tudi ne prihajam z področja jezikoslovja ali pa to. In jaz sem rekel, ogromno. In je točno to. Vi študirate, raziskujete področje, tehnično področje, kjer je ogromno tujk. Ustvarite besede, ustvarite slovenske besede, zato da bo slovenščina obogatena tudi danes z vsem napredkom, v vsej tehnologiji, sodobnimi izrazi, ampak v slovenskem jeziku. Tako kot so si mogli v 20. stoletju, v začetku 20. ko so te predmeti, ki znanost bila tudi v slovenskem, to so se mogli besede zmisliti, in so si jih, in mi jih imamo danes kot svoje. In se mi zdi, da tako čisto vsak lahko, tudi v rapu, tudi v našem času, zmisle besede, ki so postane lahko naše in bodo naše. Ne? Samo da ne bomo zreducirali, skrčili jezika v resnici samo še na smeškote in na lole in podobne kratice, ki jih ne bomo razumeli. Sicer so se do zdaj zelo lepo dopolnjevali, ampak mene pa zanima, Helena, tvoje mnenje o tem, ko je to nedel, ko je naštel eno serijo avtorjev, da nam je to lahko skupno, ali pa da nam je skupno, ali pa da nam je kultura ali pa pluski te kulture skupni, glede na to, da delaš na tem področju, so nam res, ali je tudi tukaj, če rečeva, ne vem, politika, ideologija, kakor hočemo to imenovati, do neke mere zarezala, da nam tudi to, nažalost, ni skupno, ali pa ne. Jaz bi rekla, da smo Slovenci, če smo znali smo v tem, da kar delamo dobro. In tudi razkol delamo dobro. Na nek način. Ja, v resnici. Ja, no, tako je. In tudi se pravi, da tudi na področju kulture smo prinesli vso to razklanost. In zelo različne poglede na to, kaj je žlahtno, kaj je plemenita, kaj je omika, če posežem po izrazu Antona Martina Slomška, pa kaj je v bistvu
Skratka, to so res. Ampak mislim, da vsaj v teh avtorjih, ki jih je naštel Tone, vsaj na neki zunanji ravni bo eno soglasje, da to so pač eminentna imena našega prostora. Ne. Drugače pa ja, tudi kultura je prinesla tisto razhajanje, dojemanje, različnost dojemanja, kaj je lepo, kaj je dobro, kaj je v bistvu resnično, kaj nagovarja, kaj je pa v resnici, sprašujem, kam tako po domače rekla, ampak kar je norčevanje pravzaprav iz kulture, ne, in je ovito v celofan kulture, celo tiste presežne, ki jo jaz, ker sem pač preveč kmet, ne razumem. Ne. Tako, ja, da v resnici je dvorezno. No. Meni je recimo tudi zanimivo, lejte, imamo mi, recimo poenotenje je, da je France Prešeren največji slovenski pesnik. To mislim, da ni važno, to vprašate levo mislečega in čutečega, desno mislečega, čutečega, sredinsko čutečega, mislečega, kogarkoli, Prešeren je največji slovenski pesnik. Ampak že ko boste vi vzeli iz njegove najbolj znane pač Zdravljice, kitico, ki govori o Bogu, ki pač opeva v bistvu komu napred veselo Zdravljico bratečmo zapet, ne? Bog našel nam deželo, Bog živi v slovenski svet, smo pa že tle, a ne? Se pa že konča to, ta označevanje Prešerna, je pa že cenzura, je pa v bistvu že nedopustnost govoriti o tem, ne? Že to nestrpnost, je to že vse, tako no, se vidi tudi znotraj tega pravzaprav smo, pač so različni pogledi, ja, zelo, žal. Tle nismo sami in ekskluzivni, ne? Tle že govorimo o nekih filozofskih tokovih in o družbenih pojavih, in zgodovinskih pojavih, ki trajajo že zadnjih 200 let. In to je zelo dobro Milan Komar, filozof, ki je umrl v Buenos Airesu v izseljenstvu, ampak nekako zagovarjal potrebo po reperiodizaciji filozofije, ne? Iz Descarta sem po realistični poti in ne po idealistični, ki nas je pripeljala, dokler nas je pripeljala. Ne? Človek je lahko karkoli, kakorkoli, kar si zamisli v svoji glavi in tisto projecira na stvarnost in na materijo in na sebe. Ali obstaja neka naravna bit, neka resnica v stvareh. In tle se bomo težko, mislim, dokler imamo ta dva pogleda, a ne, in verjetno bodo vse skozi, samo v teh zadnjih stoletjih je to prišlo do zelo, zelo močnega izraza, bo potrebna ta dialektika soočenja teh dveh pogledov, ne. In je tudi naša vloga tukaj dol na tisti strukture, politiko pol pluskne, ne, ampak da delamo na tem področju. In da to ozaveščamo. Mi je prišla na misel pač znotraj te različni pogledov kulture in to, ta banana, a veste, prilepljena na zid, ki je bila prodana za več milijonov, je bila kot neka umetnost, ne. So res tehtaš, kje so, kaj je zdaj, ne. Ne, ste videli takrat tisto, ne, tako da ne vem. Ja, Peterson piše tudi o 40-letnem odtavanju po puščavi in kako bomo iz tiranije vedno pot najprej vodi skozi puščavo kaosa. In se bližamo tej recimo 40-letnici, počasi, še ena 5-letka je do tja. Mogoče za zaključek sam še eno vprašanje, če pogledate v prihodnost, se vam zdi, da smo na poti iz tega kaosa ali bomo v tej puščavi kaosa ali bo to še trajalo dlje, kot smo si zamislili, ti si prej omenjal 7, 8, 9, 10 generacij. Kako gledata na to prispodobo, da bo ena generacija ali pa 40 let, kakor to obrnemo, dovolj za nek premik? Jaz imam 5 otrok in v njih vidim različne nagibe od mojih, ne? Različne pristope do stvari. Imam pa veliko dejansko vere v to generacijo, upanja v to generacijo.
Zavedam se, da brez nič ni nič in da vsaka sprememba zahteva veliko napora. Ne? Je pot navkreber, vedno je pot navkreber. In ukolikor smo uspeli predati nekaj tega te misli osmišljujočega požrtvovanja, ne, oziroma žrtvovanja ali samožrtvovanja, potem je prihodnost svetla. Ukolikor pa presodimo sami, ne, imamo družbo, ki živi v trenutku in razume, da je višek življenja pač tisti užitek, ki ga lahko na kratki rok dobiš, ne? Se mi pa zdi, da se nam slabo piše. Ne? Ampak sem zelo nasplošno, ne morem pomagati, sem upanja poln človek. Ne? In v tem smislu vidim nove generacije mladih, ki na svoj način, mogoče tudi nam ne navaden način, izražajo te iste vrednote in to skupno zgodbo, ki jo moramo osvojiti kot družba in kot skupnost. In nekatere stvari so tudi pripravljeni razčistiti. Ne? In neki dialogi, neki pogovori, ki se jih odrasli niti ne upamo, oziroma se jih oni lotevajo. Zdaj lahko govorimo o nekem mikrokozmosu, v katerega imam jaz en majhen vpogled, mogoče. Ne? Ampak dobro, to mi daje upanje. Tudi če je majhen, a ne? Ja, če ni bilo konc sveta že pred stoletji, ga tudi zdaj ne bo. To je tudi moj optimizem. Ampak ne, tudi sama v resnici prepoznavam v mladih, pa zdaj mogoče gledam slovenski prostor, ampak se mi zdi, da se to dogaja tudi drugod. Ampak za naš prostor sem bolj občutljiva, ker pač sploh, ko gledam vse to naše travmo dogajanje, ki se vleče od druge svetovne vojne naprej, in se mi zdi, da nas je kot narod res duši in bremza in uničuje in odnotra skraja. Ampak hkrati točno to pa vidim pri mladih, eno samozavest. Se mi zdi tako, ko se upajo postaviti za to, kar mislijo, da je prav. In tega sem res vesela, ker se mi zdi, ko so samozavestni, ampak na ta zdrav način samozavestni, ne? Ker se tudi za tiste stvari, ki so bile zametane ali pa so bile sprejete ali pa so sprejete v tem našem prostoru kot nekaj slabšega, pač postavijo, kot da imam vso pravico tako misliti, imam vso pravico, ti tudi argumentiram, zakaj tako mislim, in s to samozavestjo tudi pripravljenosti iti v konflikt, ampak ne mislim tisti konflikt sam po sebi, v bistvu se soočati z drugim, ki misli drugače in, veste, mi imamo točno ta problem, mi se ne upamo pogovarjati med sabo, ne? Nas je ta druga svetovna vojna, ta molk, ki nas je v teh 80-ih letih tako prklenil, da se mi v bistvu ne upamo govoriti o mnogih temah, ne? Ker se bojimo, takoj, ko bo nekdo rekel, ne mislim tako, se že čutimo napadene, že ogrožene, se že umaknemo, smo že konec pogovora. Tega pri mladih se mi zdi ni več, oziroma je manj. In tudi mislim, imam občutek, pa spet sem pri tem, koga pač pogledaš, a ne? To, kot si rekel, da ni več njihova izbira ni več samo še trenutek v življenju, ampak da gledajo nikoli zle, da zdaj tudi razmišljajo in želijo nekaj ustvarjati, nekaj bolj trajnega, boljšega, zopet nekaj dobrega. No? Tako da jaz v tem vidiku, z tega vidika sem rahlo optimistična ali pa optimistična, no, bo bolj prav povedano. Jaz sem uvetil najbolj še en razlog za upanje in to me je spomnilo na misel, ki je spet judovski mislec, ne, ampak to sta ponavljala in Marko Kremžar in Zorko Sivčič in mi smo izkusili v praksi. Ne. Sposobnost sprememb kreativnih manjšin. Kreativne manjšine, dosti so 3, 4, 5 zagretih posameznikov in ti družbo, kot je naša, lahko premaknejo stvari. Ne. In tle se dogajajo te male skupinice, tudi zdaj v tem trenutku sem priča zaradi teh poznanstev, ne, da se dogajajo razne skupine, ne, ki spreminjajo počasi stvari.
pomembnost kreativnih manjšin v judovskem svetu to so oni zelo, zelo poudarjali, ne? Ampak mi v slovenski skupnosti nekaj podobnega. Ne? Dosti je bilo, da so se 3-4 zagreli za eno področje in je tista zadeva šla naprej. Ne? In tle ne rabo nič česar drugega, nič drugačnega, ne grejo stvari v tej naši družbi, ne? Preko kreativnih manjšin v posamezne razvojne, po posameznih razvojnih poteh. Najlepša hvala obema. Jaz bi sedaj tej kreativni manjšini tukaj dal priložnost za postaviti kakšno vprašanje. Če povzamem Helenine besede, mislim, da se ne boste počutila ogrožene, če kdo kaj vpraša. Tako da, izvolite, če bi si kdo želel